Med nami najprej lepo pozdravljam današnje 4 goste, in sicer državnega sekretarja na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo gospoda Simona Zajca, državnega sekretarja na Ministrstvu za infrastrukturo gospoda Blaža Košoroka, inšpektorico gospoda Ano Poca iz Zdravstvenega inšpektorata in namestnika generalnega direktorja policije gospoda Tomaža Pečjaka. Včeraj zvečer je na Brdu pri Kranju potekala seja vlade, na kateri se je vlada seznanila z aktualnimi epidemiološkimi razmerami. Na podlagi mnenja svetovalne skupine pri Ministrstvu za zdravje je vlada odločila, da trenutne razmere žal ne dopuščajo dodatnih sproščanj veljavnih ukrepov. V skladu z načrtom sproščanja tako še naprej ostajamo v oranžni fazi. Vlada pa se je včeraj natančneje seznanila tudi z epidemiološkimi razmerami v posameznih regijah. Na podlagi podatkov, ki so najbolj zaskrbljujoči za obalno-kraško regijo, kjer so se razmere v zadnjem tednu precej poslabšale, je vlada včeraj sklenila, da obalno-kraška regija ni več oranžna regija, temveč se zaradi trenutne situacije in negativnega trenda žal ponovno obarva v rdeče. Na podlagi te odločitve je bil pripravljen tudi odlok Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki nam ga bo v nadaljevanju novinarske konference predstavil državni sekretar Simon Zajc. Vlada pa je včeraj sprejela tudi odločitev o spremembah odlokov v pristojnosti Ministrstva za infrastrukturo. Te nam bo danes predstavil državni sekretar Blaž Košorok. Zaradi poslabšanja epidemioloških razmer v obalno-kraški regiji bo vlada zaostrila tudi ukrepe za preprečevanje širjenja koronavirusa v tej regiji, tudi pri začasni omejitvi gibanja. Na jutrišnji novinarski konferenci bo zato minister za notranje zadeve Aleš Hojs podal več informacij o predvidenih spremembah odloka, o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi. Je pa vlada na včerajšnji seji podaljšala veljavnost nekaterih odlokov še za en teden. Odloki, ki jih vlada podaljšuje, so naslednji. Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode, odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom, potem tudi odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2. Kot 4. odlok se podaljšuje odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah in kot 5. odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja. Prav tako je vlada na včerajšnji seji začela z obravnavo strategije cepljenja. Ker gre za zelo pomemben dokument, ki je ob tem še precej obsežen in vsebuje kar nekaj prilog, je vlada sklenila, da si bo vzela še nekaj dni za njegove dopolnitve, saj želi, da bo ta dokument vseboval vse potrebne in predvsem vse aktualne ter natančne informacije. Strategija bo sprejeta v naslednjih dneh in vam jo bomo predvidoma predstavili v začetku prihodnjega tedna tudi na eni izmed naših novinarskih konferenc. Novinarsko konferenco pa nadaljujemo s pregledom včerajšnjih epidemioloških podatkov. Včeraj je bilo opravljenih 4565 PCR testiranj in pa 25095 hitrih antigenskih testov. S PCR testi je bilo včeraj potrjenih 852 novih okužb. Iz tabele, ki bo sedaj vidna na vaših zaslonih, je razvidno, da je delež pozitivnih PCR testov včeraj znašal 18,7%, kar je nekoliko manj, kot je znašal en dan prej, ko je znašal 20,5%. Med občinami glede na včeraj potrjene okužbe izstopajo Domžale s 37 okužbami, v Kranju so jih potrdili 33, v Novi Gorici 18, v Novem mestu 2 manj, se pravi 16, v Rogaški Slatini 17, v Velenju pa 15. V Ljubljani je bilo včeraj potrjenih novih okužb 105, v Mariboru pa 36. Tudi včeraj je bilo v obalnih občinah potrjenih precej novih okužb, in sicer včeraj v Kopru 45, v Izoli pa 12 novih okužb. Kot običajno si poglejmo sedaj še 2 grafa. Prvi graf prikazuje 14-dnevno število potrjenih primerov na 100 tisoč prebivalcev v Sloveniji po statističnih regijah. Na ravni države 14-dnevna incidenca znaša 508,7. Iz grafa je razvidno, da še vedno regija z najvišjo incidenco ostaja obalno-kraška. Kot vidite, je razlika med obalno-kraško regijo, ki ima resnično najvišjo incidenco, in drugo najslabšo regijo, ki je Primorsko-Notranjska,
precejšnja, in sicer Obalno-kraška ima incidenco 834, Primorsko-notranjska pa 610. Sledijo potem še Gorenjska, Osrednjeslovenska in Pomurska regija kot tiste regije, ki imajo incidenco slabšo od državnega povprečja. Na spodnjem delu grafa pa ostajajo Posavska, Zasavska in Goriška regija, tiste 3 regije, ki imajo najnižjo 14-dnevno incidenco. Naslednji graf pa prikazuje 7-dnevno število potrjenih primerov na 100 tisoč prebivalcev. Tudi na tem grafu je več kot očitno, da je Obalno-kraška tista regija, ki ima najvišjo 7-dnevno incidenco, in sicer ta znaša 436. Tudi iz tega grafa je razvidno, da je ta precej višja od druge najvišje incidence, ki jo ima Gorenjska regija in znaša 289,6. Sicer na ravni države 7-dnevna incidenca znaša 254,3, najnižja pa ostaja 7-dnevna incidenca v Posavski, v jugovzhodni Sloveniji in pa v Zasavski regiji. Kot že poudarjeno uvodoma, je vlada včeraj odločila, da se še vedno nahajamo v oranžni fazi, ena regija, Obalno-kraška, pa je žal ponovno prešla v rdečo fazo. Naslednja slika prikazuje, da 7-dnevno povprečno število okužb po danes objavljenih podatkih NIJZ znaša 763. Včeraj je to povprečje znašalo 766. Število hospitaliziranih pa danes znaša enako kot včeraj, in sicer 546. Če si vzamemo trenutek, da si natančneje ogledamo sliko, ki je na vaših zaslonih, kot rečeno, Obalno-kraška regija je tista regija, ki je ponovno žal obarvana rdeče. Povprečno število okužb v 7 dnevih v tej regiji znaša 73. Kot vidite, je globoko v oranžni fazi in je zelo na meji tudi za prehod v rdeči fazi in je zelo na meji za prehod v naslednjo fazo, se pravi v črno fazo. Iz slikice je namreč razvidno, da je meja za rdečo fazo 76, Obalno-kraška pa ima trenutno povprečje potrjenih primerov v zadnjih 7 dnevih, kot sem že povedala, 73. Oba pogoja za oranžno fazo sta še vedno izpolnjena in žal smo še precej odmaknjeni od tega, da bi izpolnili oba pogoja za prehod v naslednjo fazo, to je v rumeno fazo. Kot že rečeno, se v bolnišnicah danes zdravi 546 pacientov. Na intenzivni negi se danes zdravijo 103 pacienti, to sta 2 manj kot včeraj. Skupaj je bilo včeraj v bolnišnice sprejetih 57 pacientov. Iz bolnišnic pa je bilo včeraj skupaj odpuščenih 50 pacientov. V naši največji bolnišnici v ljubljanskem UKC se danes zdravi 192 COVID pacientov, to so 3 več kot dan prej, od tega jih 28 potrebuje intenzivno terapijo. Tudi včeraj pa smo žal ponovno imeli smrti, umrlo je 7 oseb. Vsem svojcem in bližnjim izrekam iskreno sožalje ob njihovi izgubi. Za konec tega dela novinarske konference poglejmo še naslednji graf. Ta prikazuje število pacientov, ki so bili sprejeti in odpuščenih iz naših bolnišnic. Iz grafa je razvidno, da sprejemi v zadnjih 3 dneh ostajajo na nekoliko višji ravni kot v preteklih dneh, s tem, da je bilo danes oziroma včeraj sprejeti v bolnišnice nekoliko več pacientov kot dan predtem in še en dan nazaj. Kar se tiče pa odpustov, tudi te ostajajo na približno enaki ravni. Včeraj je bilo sicer odpuščenih iz bolnišnic nekoliko manj pacientov kot dan prej. Pa še naslednja slika, ta pa prikazuje numerični prikaz podatkov, ki sem jih že podala. In sicer se na navadnih oddelkih zaradi covida danes zdravi 443 pacientov. Na intenzivni terapiji imamo 103 COVID paciente, skupaj pa, kot že rečeno, bolnišnično oskrbo zaradi covida potrebuje 546 pacientov, kar je enako število pacientov, kot smo poročali tudi včeraj.